Današnja razprava Slovenskega društva za mednarodne odnose 4 dni pred volitvami v ZDA je posvečena pričakovanjem, kdo bo novi predsednik ZDA in predvsem, kaj izvolitev Donalda Trumpa ali Joea Bidena pomeni za svet. Pričakovanja bosta analizirala odlična poznavalca ameriške politike, dolgoletna člana SDMO, Roman Kern, veleposlanik v ZDA od 2009 do 2013, med letoma 2002 in 2006 pa veleposlanik pri Združenih narodih v New Yorku. In magister Mirko Cigler, ki je v Washingtonu kot namestnik veleposlanika v ZDA od 2001 do 2005 vodil priprave za vstop Slovenije v NATO. Predtem pa se v 80-ih letih tudi šolal v ZDA. Kratek uvod v razpravo in vprašanja pa bom zastavljal Marjan Šetinc, predsednik SDMO. Naj za začetek rečem, da ameriške, predvsem predsedniške volitve z zanimanjem pa tudi zaskrbljenostjo spremlja ves svet. Glede na dejstvo, da vpliv in moč ZDA pooseblja predsednik, je za svet brez izjem silno pomembno, kdo bo vodil ZDA naslednja 4 leta. Vsakokratne predsedniške volitve v ZDA so neke vrste barometer tega, kaj lahko pričakuje ne samo navaden Američan, temveč kaj lahko pričakuje tudi navaden Zemljan. Verjetno ne pretiravam, če rečem, da smo v glavnem doslej jemali ameriške volitve za nevprašljive, torej samoumevne. Sedaj pa nas je Donald Trump opozoril, da temu ni nujno tako. Donald Trump že vnaprej predvideva goljufanje na volitvah, če on ne bo izvoljen. Volilnih izidov ne bo priznal, če ne bo zmagal. Ali lahko sprejmemo za dejstvo, da se na ameriški volitvi goljufa, če tako trdi sam predsednik, kar bi lahko interpretirali, da je bil sam goljufijo izvoljen. Sicer pa je o tem v Mladini 16. oktobra obširno pisal Marcel Štefančič. Doslej še nisem zasledil, ali Trump tudi ne namerava priznati kongresnih volitev, če se bo tehtnica preveč nagnila v korist demokratov. Namreč ne pozabimo, da bodo v torek 3. novembra 2020 Američani izvolili 435 članov predstavniškega doma, 35 senatorjev in še 9 guvernerjev in še tudi po posameznih državah različne organe. Kar ne bi bilo sicer presenečenje. Morda pa mu je vseeno, saj smo zadnja leta nekajkrat videli, če kongres nasprotuje kakšni njegovi potezi, se predsednik Trump posluži predsedniškega ukaza. In seveda obide kongres. Kljub temu, da ima kongres pri vrsti ključnih zadev pomembne pristojnosti, tak primer je državni proračun, je predsednik Trump dokazal, da se da vladati tudi brez kongresa. Medtem ko republikanska večina v senatu tako ali tako deluje kot odlično namazan strankarski stroj, kar je pokazala izvolitev republikanske kandidatke Amy Coney Barrett za dosmrtno članico Vrhovnega sodišča. Tik pred volitvami. Menda se je kaj takega doslej še v ameriški zgodovini ni zgodilo, ne da bi prepustili takšno odločitev novo izvoljenemu predsedniku. Joe Biden kot etablirani politik že skoraj 50 let in kot nekdanji podpredsednik respektira institucije in delitev oblasti. Seveda ne vemo, ali bo na enak način spoštoval tudi, ko bo predsednik. Letošnje predsedniške volitve mnogi označujejo za najpomembnejše volitve v zgodovini ZDA. Znotraj ZDA prevladujejo ekonomske in zaostrene rasne razmere. Trump govori, da je po Abrahamu Lincolnu za nebele Američane sam naredil več kot katerikoli predsednik doslej. Javnomnenjske predvolilne sondaže pa kažejo, da velika večina nebelih Američanov podpira Bidena. V Bidenovo korist pa gre tudi Trumpovo zanikanje resnosti korona epidemije. Kako pa se bodo ZDA obnašali po volitvah navzven, predvsem glede na
dejstvo, da je predsednik Trump z izstopi iz mednarodnih organizacij in pogodb, če omenim samo nekaj, pariški podnebni sporazum, sporazum z Iranom, iz Svetovne zdravstvene organizacije, ali pa naprimer priznanje Golanske planote za izraelsko ozemlje. Potem gremo naprej na trgovinsko vojno s Kitajsko, Evropo, pa razne sankcije, da ne omenjam vojaških in varnostnih angažiranj po svetu, od Afganistana do Jemna. S tem je povzročil v dosedanjem mednarodnem sporazumevanju precejšnje nelagodje in resne spremembe, pa tudi posledice. Te volitve nedvomno zanimajo Evropo, Kitajsko, Rusijo in cel svet, pa tudi NATO. Pomembne pa so tudi za Slovenijo, pa ne zaradi prve dame, temveč, ker smo del Evrope. Smo v NATO, smo pa tudi v mednarodnih organizacij, iz katerih so ZDA v zadnjih letih izstopile. Izstop ZDA mednarodni organizaciji da drugačen značaj, še posebej, ker ZDA med drugim prispevajo velik ali celo največji delež sredstev. O tem, kako se bodo ZDA obnašale, kakšne politike in prioritete bodo morda prevladale in prevladovale v ameriški zunanji politiki, sta današnja gosta že pisala. Njuna zadnja razmišljanja, objavljena v Večeru in Objektivu, smo že tudi posredovali po elektronski pošti, članstvo in širše. Evroatlantski odnosi med ZDA in Evropo niso pomembni le za obe partnerici, temveč tudi za razmerja v svetu. O tem si kar obširno pisal v Večerju sobotni prilogi. Roman, v kakšne zaključke, morda scenarije, te vodi analiziranje Trumpove oziroma Bidenove zunanje politike. Hvala lepa. Preden povem seveda nekaj besed o zunanje političnih vidikih tokratnih volitev, bi rad izpostavil 3 karakteristike samih ameriških volitev. Jaz doslej še nisem vedel, od tistega, kar sem sam že v Ameriki, kolikor spremljam, tolikšne mobilizacije volilnega telesa, naj gredo ljudje voliti. Nekateri pravijo, da v zadnjih 100 let ni bilo tega videti. Moramo vedeti, da so običajno, da je volilna udeležba dokaj majhna. Ne? In zdaj pa kaže, da že za predčasnim glasovanjem, da bo tokratna volilna udeležba rekordna. Zdaj, če upoštevamo, da je dodatna volilna udeležba tistih, ki ponavadi ne gredo, pa za katere se ve, ali pa so dodatno prepričani, večja volilna udeležba v bistvu pomeni, da pač ljudje volijo za tiste, za katere bi se smatrali bolj samoumevno, da bi bili, bom rekel, izvoljeni kandidati. Drugič pa je v zvezi s tem tudi pomemben volilni izid. Ta volilni izid, rezultat bo moral biti prepričljiv. Trumpove izjave zdaj v predvolilni borbi kažejo na to, da bo izpraševal, dvomil v rezultate, vkolikor seveda ne bo ta izid prepričljiv. V nasprotnem primeru bo zelo zanimivo obdobje takoj od 4. novembra naprej, ko bo šlo ne samo na čakanje volilnih izidov, ampak tudi na interpretacijo teh izidov. Lahko pač pride tudi do ustavne krize, kot nekateri pravijo, ali pa celo do kakšnih nemirov na ulici. Drugič, tokratne volitve se tako rekoč zunanjo politiko sploh ne ukvarjajo. To sploh ni zunanja politična tema. Čeprav je sploh Biden tu in tam kaj na to temo napisal, tu in tam kaj pove, ampak za ameriške volivce to sploh ni tema. Kajti zunanja politika Američane ne zanima kaj preveč, vsekakor pa manj, kot si mi zunaj Amerike to mislimo. Glavna tema, tokratna tema je koronavirus. To je prevladujoča tema in ta tema zna prepričati ravno tisti majhen procent tistih, ki še niso opredeljeni, ker koronavirus je pač tema, ki lahko, bom rekel, osebno prizadene
vsakoga. In tretja stvar je to, kar moramo upoštevati, ne. Naj se mi še tako razglabljamo, naj imamo še takšne želje, Američani bodo tisti, ki bodo odločili, kakšna bo Amerika in kakšna bo ameriška zunanja politika v naslednjih 4 letih. Tisto, kar moramo mi vedeti, je seveda, da bomo pa posledice rezultatov teh volitev čutili vsi. In te posledice bodo dvojne, zunanje politične, na svet bodo te volitve vplivale, vplivi bodo globalni in opazni in vsi se bodo morali odzivati na te vplive. Odzivi, reakcije bodo pa tudi notranje politične, kajti način, kako bodo te volitve izpeljane, kakšen bo izid teh volitev, bo predstavljal vzgled enim ali drugim državam. Bolj preprosto povedano, če bo seveda, bom rekel, zmagal Trump, bo to en dober zgled, spodbuda, bom rekel, i liberalnim demokratom ali populističnim nacionalistom po svetu, tudi v okviru Evropske unije tega ne moremo izključiti. To je en dober razlog, seveda, da mi te volitve spremljamo z vso pozornostjo. Zdaj, če pogledamo, kakšna je Trumpova zunanja politika, kaj se nam bo zgodilo, če Trump zmaga. Trump v predvolilnih razpravah ni kaj veliko povedal sploh o zunanji politiki. Seveda, za razliko od pred 4 leti ne vemo, kakšna je njegova zunanja politika, ne. In lahko pričakujemo samo, da bomo videli še več tistega, kar predstavlja zdaj bistvo Trumpove politike. In to bistvo je, bom rekel, jaz bom izpostavil samo 3 elemente. To je politika America First, s katero je v osnovi umaknil ZDA iz procesov globalnega soupravljanja sveta, čimer je povzročil nastajanje geostrateškega vakuuma, kar pa vodi k povečani nestabilnosti in nepredvidljivosti v pogojih vse bolj povečane globalne skupnosti. Drugič, on se je odrekel zavezništvom in sploh ideji o nujnosti ustvarjanja zavezništev in partnerstev. To za Trumpa očitno ni več pomembno. In tretje, kar seveda je čutiti kot neposredna posledica potem bolj ali manj uspešne zunanje politike, Trump je v 4 letih tako rekoč razstavil, razgradil, razvrednotil celoten ameriški zunanji politični aparat. Ni nepomembno, kot pravijo, da je 1/4 kariernih diplomatov v tem času zapustila State Department. Da imamo danes od 29 assistant secretary, ki so ključna raven operativnega odločanja o ameriški zunanji politiki v State Departmentu, da jih je 28 političnih in samo 1 kariernih. Škoda je narejena tako globoka, da bo trajalo verjetno precej časa, da se bo to popravilo. Seveda pa se moramo vrniti temu, da je pač pa za povprečnega Američana ta Trumpova zapuščina ni tako slaba in ni tako enoznačna, kot bi si mislil. Moramo upoštevati, da več kot polovica Američanov meni, da morajo pač gledati ZDA predvsem nase in na svet, da morajo ščititi pač lastne interese, lastno proizvodnjo, industrijo, lastna delovna mesta. In to je v bistvu najbolj pomembno za ljudi. Kakšno kvaliteto bodo že imeli, ali bodo imeli zaposlitev, delo, ali bodo živeli boljše ali slabše. In v tem smislu seveda je za povprečnega Američana politika America First privlačna in bo verjetno tudi deležna podpore. Biden seveda ponuja v bistvu vse tisto, kar predstavlja pomanjkljivost Trumpove zunanje politike. On ponuja obnovitev zavezništev, ponovno, bom rekel, globalno angažiranost in seveda tudi povratek k učinkoviti diplomaciji.
On je pač drugačen, bom rekel, iz drugačnega testa. On je liberalni atlancist, razume soodvisnost sveta, pomen zavezništva. Tako da vsekakor lahko pričakujemo drugačno, spremenjeno zunanjo politiko. Zdaj, lahko tudi dokajšno mero gotovosti vemo, kakšna bo ta Bidenova zunanja politika, ker Bidena poznamo njegovo predzgodovino, vemo, kako razmišlja, kako deluje. In poznamo tudi njegove tesne sodelavce, ki bodo verjetno predstavljali jedro njegove zunanje politične ekipe. Ne. Tako da nas to lahko utrjujejo prepričane ali potrditvi, da bo šel na to pot odprave teh deficitov ali defaultov, ki jih je Trumpova politika v 4 letih povzročila. Seveda pa je tako, ne, da to se lahko na hitro kar lepo sliši, ne, ampak ne bo tako enostavno. Ne. Kar enostavno, bom rekel, reset na zlate čase ali Obamove ali kakšne druge zunanje politike, to ne bo tako enostavno. Namreč treba je vedeti, da tudi Trump ni v osnovi počel veliko drugače od tistega, kar so že prejšnje administracije počele. Sam razlika je v tem, ne, da je Trump počel to izredno nespretno, nepremišljeno in nepredvidljivo. Tako da moramo kar z veliko mero gotovosti pričakovati, ne, da bo Biden moral nadaljevati določene politike, ki jih je tudi Trump izvajal, ampak seveda na en drugačen način. Bolj bo moral biti, bolj napoveduje, ne, in takega, kot ga poznamo, da bo bolj inkluziven, kooperativen in bolj diplomatski. Ne smemo pozabiti, da je prva naloga vsakega ameriškega predsednika, da ščiti ameriške interese in ameriški način življenja. Temu se ne more izogniti noben predsednik. Tako da bo to seveda eno zanimivo obdobje v primeru Bidenove zmage, ampak ponavljam, bilo bi naivno pričakovati, da bomo z Bidenom se bomo enostavno vrnili v zlato dobo transatlantskih odnosov in NATO, da bomo kar naenkrat ZDA pristopili nazaj k pariškemu podnebnemu sporazumu, iranskemu dogovoru o neširjenju jedrskega orožja, da bo konec protekcionizma. Ne bo tako enostavno. To bo šlo za eno obliko nadgrajevanja ali pa osveževanja teh sporazumov, pač kot posledica spremenjenih okoliščinah. Tudi večstranski trgovinski sporazumi lahko, da se bodo obnovili, ne? Ampak seveda bodo obnavljani za drugačne izhodiščne točke. Tako da ne bi bili daleč od resnice, če bi rekel, da bo pač Trump moral na en ali drug način nadaljevati ameriško protekcionistično politiko. Nenazadnje njegov slogan, najprej Amerika, zelo podobno Trumpovem, America first. Tako da to so stvari, ki pač jih bo treba upoštevati, bom rekel, na dan, ko bo prisegala nova administracija ali pa še kak dan prej. In zato je veliko vprašanje, seveda, kako se bo na to odzivala Evropska unija in v okviru Evropske unije tudi Slovenija. Namreč v primeru ponovne zmage Trumpa, verjamem, da nimamo kaj veliko zdaj razmišljati, bomo šli pač v eno stanje hibernacije, kjer bomo zadrževali dih naslednjih 4 leta, da ne bo prišlo do še bistvenega poslabšanja v mednarodnih odnosov, ampak jaz ne verjamem, da bi lahko prišlo do bistvenega poboljšanja, ker Trump je, kar je, on je že pokazal, kakšna je njegova filozofija, kakšen je njegov modus operandi, kako deluje, in ne moramo pričakovati nekaj drugačnega od tistega, kar smo že videli. Če pa zmaga seveda Biden, potem pa ne smemo ponoviti napake, ki je bila pred 11 leti, ko je zmagal Obama in ko je napovedoval
zunanjo politiko, ki je bila izredno blizu videnju zunanje politike v Evropski uniji. Pa smo takrat, bom rekel, zamudili priložnost aktivnega angažmaja skupaj z ameriško administracijo, da bi v tem sozvočju politik iskali najboljše poti, kako naprej. To bo ena velika odgovornost zdaj na Bruslju in seveda Bruselj ni ena odtujena prestolnica, to bo ena velika odgovornost tudi za slovensko zunanjo politiko, da na tak način razmišlja in osmisli evropsko zunanjo politiko. Samo eno morda pripombo, namreč v teh predvolilnih shodih je večkrat Trump govoril o kitajskem virusu. Že taka izjava je v bistvu zunanja politika. Govori o vmešavanju Rusije v volitve. Vse, kar hočem reči, je, da so te izjave, ki so namenjene sicer za notranjo porabo, pravzaprav tudi nekaj, kar definira neke zunanje odnose Združenih držav Amerike. Ne vem, morda bi o tem na koncu več razpravljali, če bi raje zdaj morda Mirko nadaljeval. In sicer, Mirko, varnost in oboroževalno ravnotežje sta bili po koncu hladne vojne v rokah ZDA in Rusije. Kaj pa sedaj? Kaj se obeta po volitvah v ZDA? Ja, no, jaz bi začel tam, kjer je tudi Roman, torej, da o izjemnosti letošnjih volitev. Navadno so vsake volitve, rečemo, da imajo neko zgodovinskost ali pa posebnost, ampak za te pa zares velja. In ta izjemnost je prvič v sami metodi volitev. Danes popoldne poslušam, v Ameriki so praktično, dokler mi razpravljamo ali bo Biden ali bo Trump, so volitve že odločene. 75 milijonov Američanov je do danes popoldne glasovalo. Nekje se ceni, da jih bo glasovalo še toliko, se pravi okrog 150 milijonov, to je čez 65% vseh registriranih volivcev, kar bo zgodovinsko, kot je že Roman rekel, predvideno najvišja udeležba. Torej, sam način, kako volitve potekata, tudi oba predsedniška kandidata sta že glasovala in praktično njun, bi rekel, finalni boj je za vse manjši delež tistih, ki so še neopredeljeni oziroma ali se sploh še lahko karkoli spremeni od tistega, kar so ameriški volivci do danes že tako in tako odločen. Je pa seveda to en pomemben element in ne bi ponavljal to, kar je Roman že rekel, da v postvolilni računici, torej štetju glasov, interpretaciji in vsemu ostalemu, kar se lahko zgodi, glede na velikost in fundamentalne razlike, kako te volitve potekajo v primerjavi s prejšnjimi, lahko po volitvah pričakujemo vse mogoče zaplete. Drugi element te izjemnosti je pandemija. Torej, volitve v času pandemije so vedno problematične. To pa zato, ker mi sploh zdaj zadnje dni ali pa v zadnjem času, ko smo, da rečem, žrtve in udeleženci tega drugega vala pandemije, predvsem impresionirani, predvsem nas skrbi seveda ta prva dimenzija pandemije, to je zdravstvena. Vendar pandemija ima vsaj 4 enako pomembne komponente, torej druga ekonomska, tretja je socialna in končno zgodovina pandemij, s kateri so se ukvarjali, s tem nas uči, da na koncu vsake pandemije pride do zelo substancialnih
socialnih, društvenih sprememb vladajočih elit in tako naprej. Torej, mi trenutno se soočamo šele s prvo, pa rahlo z drugo dimenzijo pandemije. Vsakovrstne protesti, ki jih zasledimo tako rekoč po celem svetu, razen Kitajske, kažejo tudi že na tretjo dimenzijo te pandemije, o četrti dejansko še ne govorimo. Bodo pa ameriške volitve dejansko že imele tudi ta element četrte dimenzije, torej teh substancialnih političnih sprememb in sprememb v vladajočih elitah. Ameriški geostrateg in politik, analitik je v tej svoji zadnji knjigi Bilo bo slabo, preden bo boljše, George Friedman, se oproščam, ki je šla čist neposredno pred volitvami, pred pandemijo, napovedal, da torej do konca tega desetletja bo dejansko svet v mnogo boljši kondiciji, ampak predtem bo šel pa še skozi eno slabšo fazo. Ni zdaj odgovoril te dni, ali bo rezultat volitev v Ameriki še del te slabe faze, torej nekako kontinuiteta z Trumpom, ali pa bi eventualno izvolitev Bidena že predstavljala neki prvi znak izhoda iz te krize proti boljši fazi. Seveda, velika večina, zlasti v mednarodni skupnosti, mnogo več kot v samih ZDA, verjame v to drugo varianto. In tretja dimenzija te izjemnosti je, da tokrat ameriške volitve skozi to politično dimenzijo odločilno vplivajo na demokratični svet. Namreč, do zdaj smo v zgodovini Združenih držav razumeli in jih sprejemali, da ne glede na to, ali zmaga republikanska ali demokratska stran političnega establishmenta, v ničemer bistveno ne spreminja same substance demokratične ureditve. S Trumpom se ta sprememba širi iz Združenih držav Amerike na globalno raven, vsekakor pa na evropsko raven kot drugi, poleg Združenih držav, bi rekel, bastion demokratičnih ureditev v svetu. Spet ponavljam, kar je Roman že rekel, brez da bi posebej elaboriral. Torej, z Bidenom se vračamo nekako v vode klasične liberalne demokracije, z kontinuiteto Trumpa nadaljujemo v dejansko še neodkrite vode temu, kar danes pravimo iliberalna demokracija, kar posledično za Evropo pomeni, da v tem drugem primeru bolj ali manj bo morala poleg defenzive na mnogih drugih področjih v defensivo tudi na zelo substancialnem temeljnem političnem področju. Zdaj, varnostna dimenzija, torej transatlantski odnosi, je samo ena od mnogih dimenzij, ki so tukaj zdaj pod vprašajem. Transatlantski odnosi, se lahko rečemo, kar se Trumpa tiče, dejansko nisem v zadnjem mesecu, dveh, odkar to zadevo bolj natančno spremljam, našel ene same analize, ocene, ki bi predvidevala pozitiven razvoj znotraj transatlantske skupnosti, znotraj NATO. Ampak samo slabe in še slabše. Slabe so tiste, ki ocenjujejo, da bo kontinuiteta Trumpovega
Trumpove politike do NATO peljala v njegovo daljno erozijo politično. Slabše in najslabše pa, da bo prišlo v teh naslednjih 4 letih do velikega poka, Big Bang in dejansko ali izstopa Združenih držav iz zavezništva ali neke druge take, bi rekel, take prelomne odločitve, ki bo NATO takšen, kot ga poznamo 70 let, končala. To so ocene praktično različne. Seveda, nobena od teh ocen v resnici ne odgovarja na vprašanje, zakaj bi Trump to v resnici naredil. Kaj bo dobil iz tega? Kaj bi se zgodilo po takem scenariju? Kot vemo, to nas uči geopolitika, varnostni vakuum, ki nastane v takih situacijah, je vedno stvar strateške popolnitve prvega, ki lahko to stori. Evropska unija ne more in še nekaj časa ne bo mogla. Torej, varnostni vakuum v takem primeru lahko danes v globalnih razmerah ali polnita Ruska federacija v bližnjem okrožju ali Kitajska v širšem evropskem okrožju. Zakaj bi torej Trump kaj takega želel storiti? Na to vprašanje odgovora ni. Na vprašanje, ali pa je NATO pod Trumpom v naslednjih letih objektivno ogrožen, pa so vsi odgovori pozitivni. Zdaj, če se to ne bo zgodilo in zmaga Biden, ali to avtomatsko pomeni, da je NATO on safe side, torej rešen tega doomsday scenarija, je odgovor negativen. Čeprav je Biden pred 2 leti na Münchenski konferenci zelo vehementno govoril, Europa, we are coming back, vračamo se, vendar po 4 letih, ne samo zaradi Trumpa, ampak zaradi vseh ostalih stvari, ki so se v tem času zgodile in se dogajajo, se Amerika pod Bidenom ne bo vrnila v tako Evropo, iz katere je odšla pred dobrim desetletjem. Moramo tudi vedeti, in Roman je to že indiciral, da kakorkoli je Trumpova politika v 4 letih globalno bila disruptivna, je v resnici substancialno nadaljevala strateški koncept, ki sta ga postavila prav Biden in Obama že v prvem mandatu. Torej, strateški premik iz Evrope v Azijo, zaostrovanje odnosov z Rusko federacijo in zaostrovanje odnosov s Kitajsko. Kar je Trump spremenil, je formo, medtem ko substancialno vsebino pa ne. Zdaj, seveda, v politiki vemo, da je forma včasih toliko pomembna ali pa še bolj kot sama vsebina. Forma je pomenila torej odklon in uničevanje multilateralizma na račun unilateralizma in torej vračanje v ta velika Amerika. Zdaj, Biden lahko se v svet in zlasti v Evropo, v transatlantske odnose vrne tudi z novo metodo vračanja multilateralizma, ki pa prav tako mora biti neki neomultilateralizem, neki novi multilateralizem, ki bo drugače pristopal stvarem, kot je to bilo v njegovem prejšnjem času. Enako je pomembno, da seveda za multilateralizem je vedno two-way street, da imaš vedno to drugo stran, ki mora primerno respondirati na aktivnosti in pobude ene. In zato bo zelo pomembno, da bo tudi Evropska unija na eni strani in NATO v prihodnje prav tako kreativno iskala nove poti, kako restituirati
te odnose na nekih drugih osnovah. Zdaj pri NATO moramo upoštevati še to, da njegov problem ni samo Trump bil zadnja 4 leta. Pandemija kot taka tudi zelo substancialno vpliva na samo zavezništvo. Stoltenberg, generalni sekretar, ves čas vztrajno ponavlja, temeljna naloga NATO je vojaška obramba, je varnost, je odvračanje. Vendar je v 6 mesecih v vseh državah, zaveznicah, temeljna naloga in prva percepcija ogroženosti držav in državljanov jasno postala pandemija, virus. Torej zdravstvena varnost, ki je še pred manj kot letom dni tako rekoč ni bila niti na radarju, je postala prva briga. Ekonomske zadeve oziroma ekonomske posledice pandemije bodo zelo prizadele tudi samo zavezništvo. Denarja za NATO, za obrambne zadeve, v situaciji, v kateri bodo prišle države, torej vračanje v neko finančno krizo, kot smo jo poznali 2008 ali nekaj podobnega, ne glede na to, kar je Evropska unija finančno uspela s tem prvim paketom, pa glede na to, da nas po vseh, da je videti, da nas čaka v resnici zdaj še hujši drugi krog, pa morda tretji, pa četrti, preden se bo vse skupaj izpelo, pomeni, da je zelo verjetno, da ta zaveza iz Walesa od 2% za obrambo, ne samo, da ne bo izpolnjena v večini zaveznic, ampak celo tiste, ki jo danes še izpolnjujejo, verjetno bo šlo na slabše. V prejšnji finančni krizi so obrambni proračuni padli za 30%, kaj takega se lahko zgodi tudi bodoče. Tretji element znotraj samega zavezništva so seveda vsi ostali odnosi. Mi te dni spremljamo hudo politično zaostritev na ravni 2 po odhodu Velike Britanije iz Evropske unije, praktično najmočnejših evropskih vojaških sil, Francije in Turčije. Drugo, z izhodom Velike Britanije iz EU se bo njen status tudi znotraj NATO, ne glede na politične deklaracije o tem in onem, ampak zlasti, če ne bo sporazuma, torej, če ne bo sporazumnega razhoda z Evropsko unijo, bo to posledično zelo obteževalo tudi atlantske odnose in status Velike Britanije. In tretje, seveda, znotraj evropska politična šizma med staro Evropo in iliberalno Evropo okrog, rekel, srednjeevropskega jedra, se zelo hitro lahko v nadaljevanju, zlasti, če bo predsednik Trump, preseli tudi v mnogo resnejši politično delitev in opredeljevanje znotraj zavezništva. Na vse to pa seveda ne smemo pozabiti tehnološke in vse ostale elemente, ki prihajajo in svet spreminjajo v nekaj, kar italijanski geopolitični analitik Silvione, ki pravi, da svet, v katerega se gibljemo, je neke vrste guerra in tempo di pace, torej vojna v času miru. On sicer predvideva vse mogoče vrste konfliktov, vendar pa ne tudi nekih resnejših oboroženih konfliktov, ki bi lahko v tem klasičnem smislu ogrozili mir v svetu. Torej, ne glede na to, ali bo izvoljen en ali drugi predsednik, bo to imelo za transatlantske odnose zelo težke in nepredvidljive posledice in bo potrebno veliko energije in veliko
politične volje, da bi se ti odnosi restituirali v nekih novih razmerah in pa zlasti v primeru Trumpa preprečili najbolj črne scenarije. Ja, Roman, imaš kako reakcijo že na to, kar je Mirko povedal? Zvok? Ja, se slišimo? Ja, sem si dal mute. A Mirko ima vedno zanimive istočnice, ne? Tako da eno od teh je, ko se sprašuje, pa kaj ima Trump od tega, kaj ga žene k tej misli, da bi izstopil iz NATO, ne? In edina stvar, ki Trump še vedno zdaj ponavlja, poleg Make America Great Again, je America First, ne? Zdaj pa, ne, kaj pa je America First, ne? Ta slogan se je pojavil bojda prvič, ne, leta 1940, ne, takrat, ko pač je bilo mnogo Američanov in mnogo politike, ne, proti temu, da bi se Amerika ponovno angažirala, bom rekel, čezatlantsko. Torej, gre za eno obliko politike izolacionizma. In ta politika je permanentno prisotna v ameriški družbi, v ameriški politiki. In Trump je na meji tega, da jo legitimira v večji meri, kot bi seveda bilo to v interesu kogarkoli. Namreč, naj se nam zdi še tako čudno, a ne, Amerika je garant stabilnosti tega sveta, tazga, kot ga poznamo. Tazga, kot ga poznamo, a ne. In seveda vsaka nenadna sprememba tukaj vpliva na ravnotežje sil, vpliva, ne, na geopolitiko, ne. In ko si prej Marjan vprašal, kaj bo zdaj s Kitajsko, mislim, ravno ta geopolitika je na delu, a ne. Pod Trumpom pač smo bili priča bolj, bom rekel, vidnemu, bolj odločnemu, lahko bi celo rekel agresivnemu vstopanju Kitajske v izpraznjen geopolitični prostor. To je zakonitost, a ne, geopolitike, da takoj, ko se ena sila umakne delno ali v celoti, pa naj bo še tako majhen izpraznjen prostor, v ta prostor stopa druga sila, ki ima kapacitete za to. In Kitajska ima kapacitete za to, ne. Zato pravim, da poenostavim, nadaljevanje Trumpove zunanje politike bi bilo lahko izredno slabo, če ne katastrofalno za bodočnost sveta. Mi vsem po vojni ureditvi, mi nimamo ničesar pri roki, razen nekih, bom rekel, poskusov ustvarjanja paralelnih inštitucij, ampak nimamo nadomestila za obstoječo mednarodno ureditev. In zdaj, če Amerika izstopa, in to dejansko pod Trumpom je pospešeno to delala, iz te ureditve, ne da bi imeli neko nadomestilo, to povzroča nova strateška neravnovesja, nove negotovosti. Zato bo eno od ključnih vprašanj, predvsem Bidenove zunanje politike, kako zastaviti odnose s Kitajsko. In to ne bo lahek zalogaj ne za njega, ne za njegove svetovalce, ne, ker spomnite se, ko je Obama, pod Obamo Hillary Clinton, ne, lansirala politiko Pivot to Asia, to je bil, ne, kak haloj v Evropi, zdaj pa Evropa ni več pomembna, ampak to je bil pričakovan, normalen korak, a ne, neke vele sile, ki je opazila, da na drugem koncu sveta raste druga vele sila. Samo odgovora na to, kako uravnotežiti te odnose, pa ni bilo. Trump je tu poskušal s Kitajsko v bistvu z eno politiko strateške tekmovalnosti, ki jo določeni konzervativni krogi promovirajo, ampak to se že izkazuje, da to ni pot do rešitve. Tudi
neka containment politika, vsekako ne pride v poštev. Treba je poštevati, da imamo danes pač dve veliki velesili in ne moreš ti podcenjevati eno ali precenjevati drugo. In če priznamo že to dejstvo, da imamo dve veliki velesili in Kitajska gre po poti izenačevanja s prvo velesilo po vseh parametrih, potem bo treba najti en modus operandi sodelovanja. In v tem prostoru sodelovanja seveda bo izredno pomembna Bidenova politika ustvarjanja ali reaktiviranja starih zavezništev. Ampak tudi to ne bo dovolj, ker Evropska unija ne zna biti pravi zaveznik, ne more biti pravi zaveznik, ker nima skupne zunanje politike in kot vemo, je tudi v pogledu Kitajske Evropska unija razdeljena. To je problem Evrope in to bo problem tudi Bidena, če zmaga. Iztočnic je ogromno. Zdaj, jaz predlagam, da zaključimo v 5 minutah, kar je kar lep čas, ampak samo en stavek bi rekel. Amerika je garant stabilnosti takšno v svetu, kot jo poznamo. Je pa sočasno tudi faktor določene nestabilnosti. In ta zadnja situacija prodaja orožja Tajvanu spodbuja neko nelagodje na kitajski strani, kar je popolnoma razumljivo. Seveda, jaz si ne znam predstavljati, kako se bo to končalo. Podobno je z namestitvijo balističnih raket v vzhodni Evropi. Stvari se dogajajo in te stvari niso samo faktor, na nek način. V hladni vojni smo imeli neko ravnotežje, morda sanjajo nekateri o tem obdobju, ko smo imeli hladno vojno, ki je uravnotežala stvari. No, Mirko, ti si hotel reagirati, ampak dajmo zdaj pripeljati stvar počasi v zaključek. Ja, torej, agresivna multipolarnost, kot bi rekel, novo stanje sveta, seveda hkrati pa je, lahko bi rekli, tudi agresivna bipolarnost, Kitajska, Amerika in dejansko so to v 4 osnovni scenariji. Najslabši je, da bo na koncu to tekmovanje za globalni vrh pripeljalo, tako kot navadno med imperiji se je dogajalo v zgodovini, do neke vrste oboroženega konflikta. Najboljša varianta v tem istem, bi rekel, wargamingu je, da bo zlasti pritisk okoljske varnosti. Pandemija je samo trenutno najbolj, bi rekel, aktualna dimenzija tega. Ampak celotni pritisk okoljske varnosti v naslednjih letih, desetletju, pripeljal do tega, da bi te dve veliki sili v resnici na koncu lahko vzpostavile dejansko substancialen odnos sodelovanja. In seveda dve vmesni opciji, da bo ali Kitajska v tem tekmovanju zmagala oziroma bila superiorna, ali pa bo Amerika na drug način, če ne že povrnila svoj status, pa vsaj zelo upočasnila napredovanje Kitajske. In v teh 4 opcijah upajmo, da v resnici velja napoved, da nas že do konca tega desetletja čakajo boljši časi, da je pandemija samo eden od znakov teh hitrih sprememb, ki bo še pospešila nujne strukturne, pa tudi vsebinske politične spremembe na globalni sceni, na ameriški sceni, tudi na evropski sceni. Kot smo že rekli, multilaterala je two-way street.
To še danes še veliko bolj jasno vidimo po teh 4 letih, ko je bila tako silno ogrožena in zapostavljena. V Evropi nas čez 2 leti, 3 leta čakajo volitve v Nemčiji, Franciji. Takrat bo dejansko tudi možen bolj pravi odgovor na eventualno ponujeno roko v primeru, da zmaga Biden, in vzpostavljanje nekega novega atlantizma, neke nove transatlantske agende, ki bi vsebovala vse te nove izzive in nevarnosti, ki so pred nami, in pa seveda tudi priložnosti. Roman, boš še kaj rekel ali bomo zaključili? Ne, saj lahko zaključimo. Ta tema je tako široka. Se pravi, mene najbolj to skrbi, kako se bo Evropska unija odzvala. Namreč mi, tudi to naše razmišljanje, to, kar je Mirko govoril, jasno, to nas postavlja v nek bipolarni svet. In to je neka nova realnost. Ampak če bo želela Evropska unija se izkazati kot nek strateški partner, potem bo morala najti vzvode krepitve lastne moči. Ti vzvodi pa so po mojem skromnem prepričanju delno tudi v rokah čez Atlantik v Washingtonu. Če bo Washington pristal na tem, da zmanjša asimetrijo moči čez Atlantik, potem bo lahko v Evropski uniji našel bolj učinkovitega partnerja, da bo znova na osnovi, bom rekel, skupnih vrednot in interesov, da bomo počeli skupne stvari tudi v svetu. To je zelo dober zaključek. Jaz se zahvaljujem vama za to zelo zanimivo debato in upam, da jo bomo nadaljevali ob prvi priliki. V imenu SDMO-ja se zahvaljujem za današnjo debato v tem našem krogu. Najlepše hvala. Pozdrav.